Dober večer, spoštovane obiskovalke, dober večer, spoštovani obiskovalci. Dovolite, da vam zaželim dobrodošlico v imenu Kulturnega centra Maribor, v imenu Panonske vasi, ter seveda v imenu avtorja knjige Tuja Amerika Robija Poredoša. Notoj smo se zbrali, da še enkrat predstavimo vsebino njegove knjige in samo vsebino. Tokrat gre že za 4. ponatis, saj je od izdaje minilo že dobro leto. Preden pa nadaljujemo, naj predstavim moja sogovornika, to sta Robi Poredoš, dopisnik Slovenske tiskovne agencije iz New Yorka, avtor knjige Tuja Amerika. In pa Andrej Brstovšek, urednik zunanje politike pri Dnevniku, pri časopisu Dnevnik. Ker smo skorajda vsi novinarski kolegi, nam dovolite, da se med seboj tikamo in upamo, da to ne bo preveč vplivalo na razgovor. Prav nasprotno, razgovor bo toliko bolj sproščen, kakor tudi potem nadaljevanje večera. Pa kar začnimo torej, spodobi se, da vam predstavim avtorja, Robi Poredoš, ki ga nekateri bolje poznate, drugi manj, prihaja iz Murske Sobote, rojen je leta 1970. Potem, ko se je pred 20 leti odpravil v Združene države Amerike, je bil najprej predtem športni novinar pri Slovenski tiskovni agenciji, potem pa ga je pot popeljala čez ocean in zdaj poleg športa pokriva še zunanjo politiko, gospodarstvo in še bi lahko naštevali, ampak o svojem delu bo več povedal sam v nadaljevanju. Robi, torej pred dobrim letom smo predstavljali tvojo knjigo v Murski Soboti. Kaj se je v tistem času spremenilo v Združenih državah Amerike? Trump je bil izvoljen za predsednika. To pomeni, da sem dobil 3-krat več dela, kot sem imel prej. Poleg vsega ostalega. Drugač pa, ja, ne, mislim Amerika. Isto odbita, kot je bila prej. Imaš skrajnosti z ene in z druge strani totalna mešanica vsega. Ampak pravim, zdaj, odkar je Trump predsednik, se je spremenilo zelo. Lani je minilo 20 leti, odkar si odletel čez ocean. Kako je, ko mali človek iz male Murske Sobote pride v tako veliko mesto in zagrize v veliko jabolko? Kaj je tisto, kar mu prvo pade v oči oziroma v srce? Meni osebno je bila večja razlika iti v Ljubljano iz Murske Sobote, kot pa iz Ljubljane v New York. Zato, ker Murska Sobota je Murska Sobota, veste, kakšna je. Ljubljana ima celo mestni avtobus, pa več predelov. Tako, brez šale, ja. Večji preskok mi je bil z Murske Sobote v Ljubljano, kot z Ljubljane v New York. New York je tak, ne vem, ali te prime, ali te ne prime. Dosti ljudi, ki pride, 20%, vse iz Slovenije, vsi pravijo, ok, je fajn, zadnjih par dni, 5 dni, da pogledamo vse to, kaj je zanimivo. Pa ne, niti slučajno ne bi živeli tukaj. Bi živeli v Washingtonu ali pa nekje v Pennsylvaniji, ki je vse bolj zeleno, pa to. Enih 10% pa nas je takih, ker nas to smetje, nesnaga, živež, privlači in pritegne in ne vem, meni se zdi, da težko, da bi živel kje druge, vse do penzije, no. Dan, ki je spremenil Ameriko, je prvo poglavje v tvoji knjigi. Ne gre za tisti dan, ko si ti prišel v Združene države. Aha. Ne, prvi ta dan, ko ga omenjam v tej knjigi, je, ko se mi zdelo, da se je res Amerika malo spremenila, je bil tale 11. september 2001, teroristični napadi. Zato, ker do takrat si bila Amerika polna tiste fame, ja, svoboda, imamo radi svobodo, ne vem kaj. Ampak v sekundi so se vsi navadili na poostrene varnostne ukrepe, na to, da morajo imeti neke izkaznice, da pridejo v določene zgradbe ali pa na letala, pa da se sezuvajo na letališču. To je bilo nekaj takega, smisla, ne, Američani tega nikoli ne bojo sprejeli, ampak v sekundi so sprejeli. Knjiga je razdeljena na približno 14 poglavij in prav v tem pišeš ne toliko o politiki, temveč o življenju samih ljudi, o njihovih navadah, o njihovem sprejemanju sveta, ki ni Amerika, o njihovih prehranjevalnih navadah, o športu in še bi lahko naštevali. Kako si se ti adaptiral na življenje tam in na navade Američanov?
Samo osebno trajalo, ja, malo je trajalo. Ampak New York je zanimivo glede zaradi tega, ker ni Amerika, je čez nekaj drugega, je en velik lonec imigracije z celega sveta. Zjutraj vstanem, lahko grem k Italijanom na kavo, ne vem, k Čehom na isto hrano, ko imamo mi v Srednji Evropi, pa lahko grem k Bosancem na burek ali pa na čevape. In ni se bilo težko navaditi glih zaradi tega in vsi imamo na glas, vsi ima nek na glas, vsak od nekje druge prije. Glih zanč, 2 dni prej sem šel sam, zdaj smo bili v enem lokalu, smo se pogovarjali in je bil en pač domačin, New Yorkčan, in mi pravi, koliko časa si pa videl na glas, ne, odkot si, sem rekel, Slovenija, koliko časa sem tu, ne, sem rekel 20 let, in rekel, ok, tiho bod, ti si New Yorkčan, ti nisi več reči drugega. Omenil si hrano, kar 3 poglavja so namenjena tej temi. Na tekmo se gremo najest, na plažo se gremo najest, pa potem še poglavje pred in med potovanjem se je potrebno obilno najesti. Človek dobi občutek, da Američani samo jejo in nič ne delajo. To je po moje dediščina, evi ga prehajam z Prekmurja, ne. Če si pravi, Prekmurju se dobro je in mi je to ostalo, ampak ne, brez šale, neverjetno. Mislim, če greš na tekmo, prva stvar je, vsi se nažirajo na bejzbolu, za tisti $15 plačajo za tisti en hot dog ali nekaj takega, ne. In pivo tudi, ista cena. Na vse tekmoh je dovoljeno jesti. Pa tudi, če se potuje, greš na avtobus, greš na vlak, sem se počutil kot v osnovni šoli, ko smo šli na izlete. Vsi potegnejo v neke sendviče ali pa cele pojedene. Ja, imaš občutek, kot da se sam nažirajo, ja. Dejstvo pa je, da za to hrano in tudi za nekatere druge stvari stojijo lepo v vrsti, ne tako kot naprimer v nekaterih predelih naše nekdanje Jugoslavije, pa tudi pri nas, da se kar rinemo. To mi je padlo v oči med obiskom sestrične, sva šla domov in sva šla mimo vrste za avtobus, ja. In ona kot trgovka, ne, wow, kaj bo prodaja, kje je razprodaja? Sem rekel, ne, čakajo vrste na avtobusu, pa tako urejeno. In pa sem se spomnil, se res, ja, zmeraj, ko sem šel na avtobus v Ljubljano ali kamorkoli, smo čakali na postaji in poprije avtobus in si navremo komutavi na telefon. Tam pa v vrsti, niti slučajno, da bi šel kdo prek vrste, pa ga že drugi zadavijo. Ja. Izkoristijo Američani svoje proste dni, da stojijo tudi v vrstah za razprodaje, torej? Ja, vse posod je sale, šalim se. Se rekel, vsaka trgovina je polna Srboja, sale tu, sale tam. Ja. Zmeraj so razprodaje, tudi če niso razprodaje. Kako je torej z delovnimi navadami, kako je s prostimi dnevi v Ameriki? Delajo kot črnci, ampak pravijo belci, da tam črnci ne delajo. Ja. Američani delajo kot nori. Ja. Dopustov se niti ne jemlje, ne znajo uživati na dopustu. Tudi če grejo na dopust, si vzamejo sabo, ne vem, računalnik, telefon, pa delajo naprej. Ne znajo se sprostiti. In tudi v lokalih vidiš, mize so majhne, vse v New Yorku, da priješ čim prej, poješ, pa čim prej greš stran. Zaradi njega, kdo z davko plačuje, da dobi čez večjo frekvenco, pa ljudje tudi nimajo časa za posedanje. Za vikende grejo ven, pa se ga nažgejo, ja, petek, sobota, ampak čez tedno pa si delajo kot nori. Tamkajšnja svoboda zelo trga žepe? V New Yorku, ja, v New Yorku je samo dražje. Ja. Če greš malo čez v New Jersey, tam je že manj davka, je cenej, ali pa Pensilvanija, pa druge sosednje države, ampak New York je med dražjimi. Ja. Zdaj, če primerjaš New York s preostalimi združenimi državami, pravijo, da je New York planet zase, da to ni Amerika. Ja, se glih zaradi tega. Ja. Zaradi tega, ker je taka mešanica. Vsi pridejo z vse strani, plus tega tam je serija Združenih narodov, in tam imaš diplomate, delegacije iz celega sveta, Andrej, koliko je članic? 192? Ok, tam nekje je, koliko je držav člani Združenih narodov. In pa drugače imaš center kulture v Ameriki, tam so galerije, pa imaš seveda finančni center, je sploh to glavno mesto, kar se tiče financ, Wall Street, borza, in ja, totalna mešanica, zaradi tega ni Amerika, ker vsak ima nek naglas, vsak je nekje druge. Kdo pa ima največ vpliva tam v New Yorku? Je to Robert Poredoš? Ne, največ vpliva. Včasih, naprimer, to je bilo 200 let nazaj, v začetkih imigracije v mesto, so naprimer bili Irci, ki so bili nezaželjeni, ne. Zdaj so naprimer Latinosi pa Mehičani pa tisti, ki jih ne marajo noter, ampak takrat je bilo tako, Irce pa vse ne spuščamo lokal, ne. Ampak Irci so zdaj tisti, ki imajo policijo čez, gasilce čez, ne vem, tudi politiko,
Tudi Italijani so močni, pa Židje seveda, Židje so zelo močni. Ja. Pa tam, kjer jaz živim, to je Ostorija, to je tako čez Manhattan, naši Balkanci, Grki, Bosanci pa ostalo. Kaj imajo torej, kakor praviš, prek Slovenci? Osmolico na Manhattanu, tam je cerkev svetega Cirila, tam kraljuje pater Krizolog, frančiškan, tisto je slovensko. Pater Krizolog je pravzaprav tudi tisti, ki te je spoznal s preostalimi Slovenci v New Yorku, kolikor jih še tam živi in se ne vozijo samo ob nedeljah v cerkev. To je bil, ko sem prišel v New York, to se reče fresh off the boat v Ameriki, glih padeš čovna, imaš pojma, kaj se dogaja. In seveda sem šel v cerkev pogledati, vsi so mi rekli, da tam en pater, da je malo odpiljen, tako fajn. In z njim sem imel prvi intervju in sva se tako ištekala in sva še zdaj prijatelja. Spoznal me je pa pač, ne on, ampak v cerkvi, on ima mašo enkrat na teden, po maši je zmeraj tam nekaj okrog 12, je pol kavo spodaj v kleti, pecivo, whatever, ampak vsi ljudje pridejo skupaj in z raznih, Slovenci več ne živijo v mestu. Ne vem kdaj, naprimer 100-200 let nazaj, 100 let nazaj, ajde, takrat, ko so cerkev naredili. Jih je bilo zelo dost, večinoma z Gorenjske in tam so imeli celo neko tovarno slamnikov, potem so bili znani. In je bilo tok in so hodili v nemško cerkev in pol Nemci so jim rekli, da imamo preveč vas je, da ti si svoj cerkev naredite, vam damo še denar, ne. Švabi niso hoteli imeti toliko Slovencev poleg sebe. In so pomagali in pa so Slovenci tam naredili cerkev, ampak po tistem z leti so se vsi selili ven, ker so cene začele rasti, vse je postalo drago in nekje tam največ jih je na Long Islandu, pa so šli v New Jersey pa tako. Ampak v cerkev še pridejo, še pridejo tako občasno. Čeprav mogoče za Božič pa za te velike praznike največ 200-300 ljudi največ. Morava tudi omeniti dejstvo, da cerkev v New Yorku pravzaprav ni samo slovensko versko središče, temveč predvsem družabno središče, kjer se srečujejo Slovenci. To morava poudariti. Ja, če bi te pater zdaj slišal, ne bi bili vesel. Ne, to je predvsem versko središče, to je cerkev. Ampak ja, imaš prav, da je družabno središče, ampak ne vem, do Slovenci se še zmeraj boji cerkve, pa ne upajo prizraven. Ampak tisti, ki pridejo, pa vidi, da ni noben bav in je čisto v redu. Spodaj je klet in tam so razne razstave, prireditve ali pa to druženje po maši, pa čigaka nicom teti lahko zrihtamo. Zato si tudi premagal ta bav glede cerkve. To pomeni, da včasih patru pomagaš zgraditi jaslice ob Božiču. To pomeni tudi, da boš zdaj ob veliki noči ministriral? Bav sem premagal v osnovni šoli. Ja. Jaz sem hodil v Veroko, pa tam, že v Sloveniji, ko to ni bilo popularno. Zdaj pa ne vem, hodim zaradi patra, zaradi tega, ker je pač sva prijatelj zdaj že postala. Ja. In pomagamo, ja, jaslice delamo vsako leto, ampak meni je to rekreacija, ki mi manjka. Zato, ko sem novinar, sedim na riti in pišem in komaj čakam, da lahko nekaj delam. Cerkev je ogromna zgradba, skozi se nekaj za popraviti, pa ne vem kaj. In se rad tam, ja. Pa klet je tudi velika, ja. O podrobnostih seveda v tvoji knjigi. Če sva že pri cerkvi, preseliva se še v eno cerkev, ki je oddaljena približno uro vožnje v Bethlehem v Pensilvanijo. Ne moreva mimo, da ne bi omenila Prekmurcev, ki živijo tam. Ja, v Bethlehem, Pensilvanija, to je tam nekje uro pa pol stran od New Yorka in tja so hodili večinoma Prekmurci, 100 let pa nekaj nazaj, ko je bila tam še velika železarska industrija. Tudi moj pradedek je delal tam. In meni zdi, da je to edini kraj vsaj v Ameriki, ker imajo Slovenci v enem mestu dve cerkvi. Ena je evangeličanska in ena je katoliška. Ampak katoliško so začeli zapirati, so že skoraj zaprli skupaj z, ne vem koliko, 20 drugimi etničnimi. Zato, ker Evropejci izmeraj, ko so prišli, so si odprli svoje cerkev. Slovaki, Čehi, Moravci, Prekmurci, tam so jim rekli Vendi ali nekaj takega. Ja. In pol gospod Štefan Antelič, on jih je po 91. leta pripričal, da niso Vendi, ker je bila to mađarska propaganda, ampak so Slovenci in jih je pripeljal na konzulat v New Yorku in je pokazal, to je vaša zastava, to je to, vi ste del te države. Ne? In cerkev je škof hotel zapreti zaradi varčevanja, pa zato, ker nimajo duhovnikov, ampak Antelič in še enih par so se uprli in so našli enega dobrega advokata po priimku Fujz.
in ta je tožil v Vatikanu in Vatikan je določil, da cerkev mora ostati odprta. Ampak, koliko se škof odloči? Škof se je odločil, da ostane odprta za dan svetnika svetega Jožefa in za pogrebe. Tako je zdaj, nažalost, ko se ljudje starajo, tam je kar odprta dosti. Priznaj pa tudi to, da ko imajo naši Prekmurci v Betlehemu prireditve in proslave, da zelo rad zaideš tja, predvsem zaradi prekmurske hrane, ki jo skuhajo starejše gospodinje. Kako že pravijo čevapčičem tam? Ven sausage, venski sausage. Ja, delajo, naše ženske tam delajo dobre čevapčiče, pa delajo dobre, no, tudi ostale stvari, pečejo kaj pa, drugače pa ne vem zakaj, imajo vsi radi pečenega piščanca tam, mogoče jim je to ostalo, še iz tistih starih časov. Ja. Da ne bomo preveč povedali, kaj vse piše v knjigi in izdali, pozneje si lahko knjigo tudi ogledate in pa kupite pri gospodu Dušanu Hedlu, ki je v imenu založnika tudi danes prisoten in ki je tudi omogočil izdajo te knjige. Sicer se pa zdaj le malce napotimo na našega drugega sogovornika, na Andreja Brstovška. Andrej, bil si v Združenih državah kot dopisnik časopisa Dnevnik. Kako pa je bilo tebi, ko si prvič prišel čez lužo? Malce z drugačnimi očmi verjetno kot Robi in tudi z drugačnimi nameni in razlogom. Ja, hvala lepa. Da pojasnim, pač mi dva z Robijem sva novinarska kolega, ampak ne samo to, naj je v bistvu ta poklic združil v New Yorku leta 2008, ko sem jaz prišel gor za 2 leti in pol kot dopisnik, ko se je odprla ta priložnost in čeprav sem bil v mestu že nekajkrat prej, se vendarle počutil nekoliko zgubljen, ker vloga turista je mačkam drugačna kot vloga, ko se nekam priseliš. In takrat je bil Robi v veliko pomoč, ker je vedel vse, vedel je, kje je Ikea, vedel je, kje je dobro pivo, vedel je, kam je treba iti najeti stanovanje, ker je ena najtežjih izkušenj, ko se priseliš v Ameriko, zaradi tega, ker kljub nemogočim najemninam po, koliko je zdaj, $2500 za eno zmerno stanovanje, ti ga nihče noče dati, če nimaš bančne zgodovine pri njih. Tako da mi smo se spoznali v bistvu že takrat zelo dobro preko tega mojega uvajanja v New York. In Robi mi je svetovne, se preselim nekam, kjer on živi zdaj. To je eno zelo zanimiv okoliš, poln vzhodnih Evropejcev, poln Arabcev med drugim, če se ne motim, Slovencev, ja, srednjeevropejcev in zahodnih Balkancev, če hočeš, politično korektno, kot se zdaj reče. Tako da mene je v bistvu presenetilo v tem okolišu ta živež mladih oziroma živahnost mladih, ki so prejevali to četrt in takrat se mi je resnično zazdelo, da tako kot je pravi Ameriki obljubljena dežela, ampak potem po drugi strani, ko mačkam bolj Ameriko analitično ali pa podatkovno pogledaš, se vidiš tudi druge podatke, da ni vse tako svetlo, da ni vse tako dobro, bogato, hollywoodsko, kot mogoče mi vidimo po televiziji. Američani so dejansko uspeli svoje države narediti krasno blagovno znamko, ki jo prodajajo kot obljubljeno deželo. Je pa seveda tudi velik izziv, ko se tja preseliš. Pa če tudi nisi iz Latinske Amerike ali pa nekje iz juga, dejansko ti ljudje prihajajo dol s trebuhom za kruhom, kot se reče, ampak tudi če prideš iz enega relativno razvitega konca sveta. Andrej, mogoče vprašanje zate, ker si zdaj že nekaj časa tudi zunanji opazovalec s izkušnjami od tam. Robijeva knjiga nosi naslov Tuje Amerika. Tuje Amerika. V bistvu, kakšna je primerjava med Tuje Amerika in To ni Amerika? Ja, se je podobno, kot sem zdaj rekel. Ne. Vprašanje, kaj se pod Ameriko predstavljamo. Ne. Se je mogoče Robi zdaj boljši naslov za to vprašanje. Jaz sem vendarle že 7 let odsoten od tam. Ne. Ampak Amerika je vsekakor dežela številnih obrazov. Ne. Reči, to je Amerika, je podobno, kot sta se vidva prej pogovarjala v New Yorku. Ne. New York pravijo, ni Amerika. New York je Amerika, ampak je ena svoja Amerika in teh svojih Amerike, vsaj kakor sem jaz uspel doživeti deželo kar velik. Ne. Vemo, da imajo tudi oni, imaš sončno upokojensko Florido, imaš mrzel severnjaški
kar se tiče vremena in kar se tiče karakterja, značaja sever. Imaš, mislim, zelo različne konce Amerike. Ena njenih lepot pravzaprav je glih ta, da je tako raznolika in da pravzaprav se vsakdo nekje najde. Ne? Sej Slovenci, recimo, ki so se preseljevali v Ameriko, niso šli vsi v New York, so prišli večinoma, ker je bila to vstopna točka, ampak oni so šli živeti v Minnesoto, šli so živeti v Cleveland, v bistvu v te zvezdne dežele, ki relativno spominjajo na domači kraj in ki so tudi nudili industrijo, kakršno so takrat doma poznali, seveda, predvsem rodarstvo, takrat, ko je bil največji priliv teh priseljencev. Tako da se pravim, ne, tu je Amerika in tu ni Amerika, so v bistvu dva izraza, ki se združita enemu drugemu. Ker smo vsi novinarji, bom zdaj jaz besedo še naprej prepustil tudi Andreju, naj še on zastavi Robiju nekaj vprašanj kot kolega, kot novinarski kolega in pa tudi kot dober poznavalec vseh tistih uradnih in pa neuradnih Robijevih prigod. Zdaj se lahko veska šlaše. Dejan je izrazil željo, da ne gremo takoj na politiko. Tako da je rekel, karkoli boš rekel v smeri politike, bomo takoj končali pred Trumpom. Tako da dajmo se mu zaenkrat izogniti, pa mogoče potem, ko bojo kakšno vprašanje, gremo na Trumpa. Če se strinjaš, sicer pa vem, da si ga sit iz svojega pisanja, da mogoče kakšno v njegovi ženi rečemo. Čakaj. Zdaj že 4 dni nisi gledal televizijo, še zmeraj predsednik, ali ni? Ne se bat, jaz se bojim, mislim, da bom rekel bojim, jaz ocenjujem, da zna biti še 6 let. Ne, če gromo kopriva. Ja. Ampak dobro, dajmo Melanijo odpreti, no, dajmo o puncah govoriti. Pri naših politikih se ustvarja neka užaljenost, ne, ki jo opazite v njihovih javnih izjavah, ne, zakaj Melanija in njen soprog ne prideta v Slovenijo. Zdaj, mene zanima, Melanija se po eni strani, to je dokazano Slovenka, rojena v Sloveniji, ki je preživela tukaj, mislim, da dobrih 20 let, po drugi strani pa seveda prva dama Amerike, ker je popolnoma drugačna funkcija, kot si jo mogoče pri nam predstavljamo. A je ta užaljenost razumljiva? Da nekako imamo občutek, kot da Slovenija prve dame Amerike več ne zanima, ali je to povsem skladno s to njeno novo funkcijo, ki seveda terja zadržanost in pravzaprav zvestobo novi domovini, ne? Ta užaljenost je samo zadana rana, zaradi tega, ker to je bil račun brez krčmarja. Ko je bil Trump izvoljen, je v Sloveniji zavladala totalna fama, wow, zdaj imamo pa prvo damo v Beli hiši, zdaj pa bo nekaj, ampak ona je upravila Slovenijo že pred 20 leti, ko je prišla v New York in se je pač začela hoditi s Trumpom in potem se poročila in tudi po izvolitvi je bilo zelo težko, naprimer, jaz se spomnim naši politiki, ne bom zdaj rekel kdo in kaj, ampak so se prebijali ne vem koliko časa, da so prišli samo do tega, da lahko čestitajo Trumpu, ne. In po tistem v glavnem spraševali so, pa pravili prek nje priti, pa do Trumpa, pa ja, pa povabila, pa naj pride v Slovenijo, ampak jaz sem pozvedel kako ste mu reče, from the devil's mouth skoraj, to je direkt izvira. Jared Kushner, tole je zet od Trumpa, to je poročen z Ivanko Trump. On je prijatelj pač z enimi drugimi ljudmi z poslovnega sveta v New Yorku in naravno teh mi je povedal, da je pač stopil stik z njim in rekel, glej, Robi, tako je. Ne? Melanija je jasno dala verjeti in je rekla tudi Kushnerju in je rekla ostalim, naj pač daje do znanja Slovencem, da ona noče biti prva dama slovenskega rodu, ona noče biti prva dama Amerike in to je to. Ona noče, da se obravnava kot priseljenko in jaz mislim, da prej bo peko zamrzno, ko pa da bo prek nje prišli do česa, ampak mogoče se motim. Če se prav spomnim, si bil predrzen in si parkrat pisal, pa ti ni nikoli slišalo nazaj. Ne, pisal se, ja. Njej niti ne toliko direktno, ampak pisal tem njenim, kaj so že, tiskovnim predstavnikom, pa sem pa tja. Zdaj, če je bil akreditiran direkt v Beli hiši, pa je direkt akreditiran samo za pač tale East Wing, ga ima prva dama čez, v redu, ja, pa bi lahko hodil krog popisal o tem, kaj vse dela, kaj ne dela, ampak ostalega pa ne bi mogel niti pokrivati. Ampak ne, ni nobenega odgovora, pa ne samo zaradi mene, ampak tudi noben drug slovenski dopisnik ne prišel zraven, pa tudi tuji novinarji. Jaz se spomnim,
ko je bil Trump izvoljen. Ne. Mi, tuji novinari, smo pač avtomatsko akreditirani pri State Departmentu, to je ameriško zunanje ministrstvo, in poznam te ljudi tam in New Yorku in Washingtonu in smo se začeli zabavati. Ne, sem rekel, Robi, zdaj te pa moramo začeti vikati, ne, zdaj pa tebe prosili, da prijemo v Belo hišo. Sem rekel, verjetno, ja. To je trajalo, mogoče 2-3 tedne, pa so vsi skopirali, da z tega ne bo neče. Deva še malo stati pri Slovencih v Ameriki, tistih bolj prijaznih do Slovenije. Ti si bil nedavno v Miamiju in si ogledal to famozno košarkarsko tekmo, kamor je odpotovali 2000 Slovencev. Lahko mačkano opišeš to vzdušje, ko pride 2000 Slovencev tja in jaz se predstavljam, da Američani z njihovim načinom navijanja, mislim, da ga tudi omenjaš v knjigi, mu težko pravzaprav rečemo po naših merilih navijanje, videti to množico, ki skače in pač upije nekaj, kar nihče ne razume, ampak je vendarle pripravljena plačati en relativno visok znesek za to, da se pojavi na eni tekmi, ki je, mislim, da v prvenstvu bila popolnoma nepomembna. Vsaj za Dallas. Američani gre na tekmo, da se najejo, ne? Piše tam v knjigi, ampak ne. Se si hodil na tekme, veš, na NBA pa to. Tekme, ok, razen mogoče New York Knicks. New Yorkčani so vse namojetno, ti navijači, ti so idioti, pa se znajo dreti pa navijati. Ampak ostalo je pa tam nekaj, kot bivši sestanki politbiroje Sovjetske zveze. Ne. Sedijo tam kolipovi bogovi in zgoraj jim morajo napisati aplauz, zdaj pa ploskajte, pa začne ploskati ali pa dajo nek obraz znanega gor pa reče, dajmo navijati in pa malo navijajo. Tega ni, ampak to v Miami je bil enkrat dogodek. Že pred tekmo, par dni verjetno, jaz sem prišel en dan pred tekmo in tisti dan pred tekmo, kamorkoli si že moral paziti, kako govoriš, zato ker vse so bili Slovenci. Tega še nisem v Ameriki nikjer. In nikoli prej in verjetno še ne bom več videl enkrat. So bili tam, imeli so eni 2 stičišči, en lokal tam nedaleč od dvorane, ampak ne samo lokal, to je bil cel trg. Lokal je bil popol na South Beachu, na tem glavnem predelu Miamija in tam imate en Bosanc pa eno Makedonka, imate lokal Rakija bar in tisto je bilo nočno polno od jutra do večera Slovencev. Ne? In vem, da je bilo tudi enih 200 Prekmurcev, se meni zdi, tudi Prekmurce sem našel in mislim, bilo je fantastično. Na tekmi sami pa isto, pravijo 2000, jaz ne vem, meni pred tekmo, ko sem stopil na parket, ne da bi igral, ampak sem pogledal okrog po tekmi, pogledaš gor na tribune in vidiš vse v zelenem, v modrem, isto kot je Dragič rekel po tekmi. Meni se je zdelo, kot da igram v Ljubljani. Bilo je fajn in zdaj ne vem, koliko je res ali ne, ampak jaz vem, ko sem takrat pisal, ampak po tekmi vem, da Slovenci niso hoteli iti ven z dvorane. So rekli, no way, ne gremo nikamor. In varnostniki so prišli, da jih spravijo ven. So rekli, ne, dokler ne pridete igralcev ven, pa ne pozdravite. In niso šli nikamor. In posod Dončić je malo bolj nasilil, ampak Dragič je pa z veseljem prišel ven pa. Mislim, Dončić je še mlad, ne, pač si delal to, Dragič je pa naredil žur, pa se je začel odrediti, kdo ne zgače ni Slovenc, wow. Bilo je super, ja. Samo še eno pod vprašanje, se jaz ne bom predolg, ampak ker smo glih pri temu, pri Dončiću, pri nam je ogromna fama okoli Dončića, ne, mi smo ga vsi videli v prvi peterki tekme zvest. Kako Američani gledajo na njega v resnici? Ja, Dončić je, meni zdi, da to, ok, imeli smo Kopitarja, Kopitar je bil dober, ne, pa je bil znan pa to, ampak hokej ni glih to, košarka je še zmeraj bolj razširjena, bolj znana. In Dončić je ta prava zvezda, 19 let ima in je zvezda tudi za ameriške razmere, čeprav njegova ekipa je zdaj bila predzadnja ali zadnja, od zahodne nima veze. Ko prišel igrati v Brooklyn jih je našibal te Dallas, meni se zdi skoraj za 40 pik, ampak edino 2 igralca sta bila slavna. Novicki, zato ker je bila to njegova, Dirk Novicki, Švabo, ki je bila njegova zadnja tekma v Brooklynu in so vsi navijali, samo da da on koš, čeprav iz nasprotnega moštva. Dončić pred tekmo, neverjetno, ne samo, da so Slovenci prišli, ampak si imel tam, ne vem, Azice, vse živo si videl, vsi so skakali na njega, da jim podpiše drese, da jim podpiše ono, komu so izpravili na razen. Imamo veliko zvezdo v Sloveniji, v Ameriki slovensko, ki je imamo, ja, je zvezdnik. V Dallasu pa so čisto nori na njega, tako imajo radi tam kot Tito, ajde. Se bi jaz kar nehal zaenkrat, imam še kakšno vprašanje za vmes, ampak mogoče
Če smo že pri vprašanjih, bomo tudi vprašali, ali mora biti kdo iz občinstva želi zastaviti kakšno vprašanje avtorju knjige Tu je Amerika. Mora biti ga osebno zanima, kaj o tamkajšnjih dogodkih, mora biti tja želi v prihodnosti potovati ali pa kakšna osebna Robijeva izkušnja. Američani so zelo pogumni pri zastavljanju vprašanj, tako da kar s pogumom, ne se zadrževati. Pitati je ne gre, ali kaj pravijo. Pa ne ga buta z tega vprašanja. Mi vsi trije smo novinarji, mislim, ni neumnih vprašanj. Samo odgovori so lahko neumni. To smo si novinarji izmislili. Za cene kart me ne pitate, to imate na internetu. Če se ne bo nihče opogumil in če smo že pri vprašanjih, kako izgledajo novinarske konference v Beli hiši v Združenih narodih, kdo ima prednost, kdo nima prednosti, kdo lahko kaj vpraša, kdo mora biti tiho? Novinarske konference v Beli hiši, meni zdi, ker sem bil tam na novinarski samo 2 ali 3 v teh 20 letih in to je bilo takrat, ko je kakšen slovenski voditelj se lep uspel prebiti do karega od ameriških predsednikov. Enkrat vem, Janša je bil pri Bushu, pa Drnovšek je bil pri Clintonu, pa tako in pa smo prišli drugače. V Beli hiši novinarski sobi ni preveč prostora. To je 3-krat večje od tistega, 4-krat večje je ta prostor od tistega in tam so pač akreditirani določeni novinarji največjih televizijskih hiš in ko se tiče tujcev, so Američani praktični. Imajo Indica, imajo Rusa, imajo Poljaka, mislim, največje države. Ne? No, v glavnem, ja, in meni se zdi, jaz sem probal skakati, zastaviti vprašanje, ampak to je bilo, mislim, ni slučajno, ne. Me je videl, ampak mi ni pustil, ne. Hotel sem vprašati pač nekaj, ne vem, ali za Drnovška ali za Janšo, nisem prišel zraven. V glavnem, imajo naštimano, poznajo se med sabo in vejo, in točno vejo, tudi tisti, ki vodi novinarsko konferenco, ve, koga poklicati v katerem trenutku, ko točno ve, kaj ga bo vprašal, ali ga bo zajebaval ali ne, da ga lahko zabija nazaj. Zato je totalen šov. Mislim, cela ameriška politika je totalen šov, ja. Na vseh drugih dogodkih pa velja tako kot v Sloveniji. STA naj prva vpraša, potem bomo mi že vsi preostali prepisali. Hecam se zdaj, to ni res, ampak vseeno. Ja, to, ali pa če žitniku držim mikrofon, ko nima kameramana, pa on izgrava kameramana, pa jaz sprašujem. Mogoče ste se zdaj že opogumili, če ne bo pa Andrej vprašal. Pite. Ok, dajmo eno resno temo. Zadnjič je bil hud pokol v Novi Zelandiji, se to verjetno ste videli. Par tednov zatem je Nova Zelandija prepovedala pa avtomatsko orožje. Ampak ta pokol je bil pravzaprav, Američani živijo s takimi pokoli pravzaprav skoraj iz meseca v mesec, če mačkam pretiravam. Pa se nikoli ne zgodi ta njihova ljubezen do orožja, če jim lahko tako rečemo, v kateri pišeš tudi v knjigi, nekako noče usahniti. A je dejansko za tem, da v bistvu nobena pobuda za omejitev prodaje orožja ne uspe, samo ta močna nacionalna orožarska zveza s svojim silnim lobijem in velikimi denarji, ali imaš ti občutek, da je tudi kaj več v tej ljubezni Američanov do orožja, mogoče zgodovinskega, ker mislim, da je res ena taka stvar, ki jo težko v Evropi razumemo s čisto drugačnimi razmerami. Ja, meni še zmeraj ne jasno. Po mestih ni nobene ljubezni do orožja. V mestih imajo orožje samo kriminalci pa policaji. Normalni ljudje nima niti nobene želje, niti nobene potrebe več, zato ker vsaj zadnja leta nekaj kriminal zelo pada. Oni imajo ustavo, imajo tam tisti drugi amandma in tam piše, formulacija je malo čudna, ampak tisti, ki imajo radi orožje, si to razlagajo, kot da jim ustava zagotavlja pravico, da nosijo orožje. Imaš pa lobije, imaš pa interese, imaš industrijo, imaš to vse. In ko se kaj zgodi, je problem to. Amerika, sistem je narejen na ta način, da se nič ne spremeni. Mislim, da se neverjetno težko kaj spremeni. Če pogledaš, oni so dobili, suženstvo, koliko časa so se matrali, da so ga odpravili. Pol, da so dobili črnci sploh volilne pravice v te stvari. Da so, na primer, uvedli
neko dostojno pokojnino za vse Američane, zato so rabili tisto ogromno gospodarsko krizo 29. leta in pol je Roosevelt uvedel Social Security, to je ta zvezdna penzija, do kar so upravičeni vsi. Ne? In pol je trajalo do leta 1960-65, ne vem dokdaj, da so uvedli zdravstveno zavarovanje vse za upokojence, pa za tiste, ki so totalni reveži, ki nimajo denarja. Ne? In pol je trajalo do Obame, ki so uvedli to neko kilovo splošno zdravstveno zavarovanje, ki ni vredno nič, ampak še zmeraj, ko so ga ljudje dobili, so ga imeli radi. V glavnem, sistem je narejen, da se težko kaj spremeni. In zato, ker so interesi lobiji so tako močno okopani. In ko se tiče orožja, nobena stran noče popustiti. Stran zagovornikov orožja mislijo, če popustijo samo za milimeter, pri totalno smiselnih ukrepih, naprimer, ko povem, prepoved mitraljeza, nekaj takega, zdaj malo banaliziram, se jim zdi ne, če pri tem popustijo, pa bo nasprotna stran zahtevala še to, pa to in na koncu, wow, zdaj nam bojo pa vzeli pištole. Ne. To, ko je bil Obama predsednik, vem, da so njegovi politični nasprotniki uspešno izkoriščali in strašili Američane, Obama prihaja, da vam vzame pištole, ne, kar je bilo totalno neres, ampak to, ki je noter v tem, da noben noče popustiti nič za milimetre, ker se boji, če bo pustil za milimeter, bo moral popustiti za 2 in 3 in adijo. Andrej, še kakšno vprašanje, ali je to? Ja, imam še, ampak še kakšno. Što je že eden že, ali če Andrej kaj pita? Ves načul sem za te tvoje rete še tam, ne boj se. Ja. Očitno publika ni pogumna. Andrej, dam ti še tretjo priložnost. No. Bolj lahko vprašanje. Na koga si najbolj ponosen, da si ga spoznal v Ameriki? Opustiti moraš ob strani predsednike in politike. A to žene moramo omenjati? Ne, moraš omenjati znane osebnosti, ki jih vsi poznamo. Tri question, čakaj, koga imaš v misli? Trump, ok, ne, brez ojebancije, Trump zna biti zabaven. Zna biti zelo zabaven. Zdaj, ko je predsednik, zdaj sem že malo mešal, ampak prej, ko je bil biznismen, je bil normalno, znal se hecati, normalno pogovarjati po vse, ampak ok, ne vem, tale je bil zabaven. Bill Murray, Ghostbusters, ta film ste gledali. Ne? On, pa še dva tipa, Mihajl Borišnikov, tisti baletni plesalec, pa še en kuhar ameriški, so se spomnili, da bi začeli delati slovensko vodko. In so se navezali s Fruktalom in Fruktal je začel delati to neko vodko z okusom ajde, Slovenija vodka, in so naredili eno prireditev, par prireditev, s katerimi se bil tam skupaj z njimi. Ja. Tako, ko se tiče Billa Murraya, Bill Murray ima zelo rad pijačo. In zna biti zelo zabaven. Glavno, smo imeli srečanje na WC-ju in je bilo smešno. Opa, ne vem, koga, na Združenih narodih vidiš, Združeni narodi imajo dosti teh znanih ljudi, jih jemljajo za razne ambasadorje, dobre volje, tega, onega, tretjega. Zadnjič sem slišal, jaz sem bil na košarki, ne, da je bila Angelina Jolie tam, pa Erjavec se je uspel slikati z njo, Pahorju pa ni uspelo, to je bil malo škandala tam, ampak se spomnim, je bilo tam Sharon Stone, pa ne vem, pa Muhammed Ali, ja, Muhammed Ali je bil zelo zanimiv, ja. Čeprav več ni mogel govoriti, ker je bil toliko baten v glavo, je bil že čist s Parkinsona uničen, ampak ja, on, damn it, ne vem, spomni me, koga smo srečali? Jaz sem imel Billa Murraya v mislih, tako da si že odgovoril. Da, Bill Murray, ok, ja. Poleg tega bo Robi še v prihodnjih letih spoznal veliko ljudi, kajti dopisniški staž bo še trajal in trajal, vse dokler bo živela Slovenska tiskovna agencija in dokler bodo politiki, gospodarstveniki iz Slovenije potovali v Združene države Amerike in dokler bodo Združene države Amerike s svojim vplivom vplivale na Evropo in pa v Slovenijo. Preden končamo, naj zelo pohvalim Andreja, sicer je on časopisni novinar, ampak odlično bi se odrezal tudi kot radijski, torej vse pohvale. Robiju pa pohvale za vso prejšnjo delo v preteklih 20 letih. Pravzaprav je zelo težko verjetno za njega, kajti vedno je v ozadju
novinarji tiskovne agencije se ne podpisujejo pod svoje članke, ampak ne vede kar hitro zaznamo njegov stil v vseh tistih tekstih, ki se pojavljajo v različnih časopisih na televiziji in pa na radio. Ta knjiga ni vodič po Ameriki, je napisal Andrej v epilog njegove knjige, ampak če želite v Ameriko, jo morate prebrati. Zato bomo zdaj na tej točki končali. Povabili vas bomo k branju knjige, tudi k nakupu. Se zahvalili Robiju za tole stvaritev, ki je pred nami, se zahvalili Andreju, predvsem Panonski vasi in Renati Lepoša, da sta nam omogočila tole predstavitev Kulturnemu centru Maribor in Dušanu Hedlu, da sta knjigo izdala in ki jo lahko tudi pozneje preberete, jo prelistate in jo kupite. 12 €, da ne bom delal preveč reklame, drugače 15 za vas posebna cena, tako kot v Ameriki na kitajski četrti, tam če kupiš 3, dobiš 1 zastonj. Ampak vseeno, na Times Square je folej. Ampak vseeno moram povedati, da mi je v vaši družbi pa vsem nam bilo zelo prijetno v tejle uri klepeta in upam, da se bomo takole podružili tudi kmalu ob naslednji izdaji knjige ali pa ob dopolnjenem ponatisu. Najlepša hvala za nocojšnji večer. Samo što, dejan tako fajn goči, ga nekaj po domače povem. Najlepša hvala, ko ste prišli. Zdaj bomo še imeli ton malo, kada bo le teklo, se pogočimo. On je prav za novinarje, ja, ko nas ne pozna, jaz moram fejs resno pisati za Slovensko tiskovno agencijo, tu sem se pa malo zajebaval. Najlepša hvala.